Kaj me je vodilo, da sem izbral to službo in ta poklic, je predvsem kot mlad fant, ki išče meje svojih sposobnosti in zmogljivosti, tako fizičnih kot psihičnih. In šel sem iskat ravno to. In to sem tudi našel. Predvsem lahko opišem, ko je plovba ali ko se udeležimo kakšne mednarodne vojaške vaje. To so recimo Adrion, takrat barka izpluje in v tisti državi in v tistem mestu, kjer se vaja izvaja, potem se to izvaja bojne formacije in vse, kar je še confidential. Mlademu vojaku bi priporočal, da se pridruži mornarici, predvsem, ker je to vstop v ekosistem, ki ni tvoj. Se pravi, ti, ko izpluješ, nimaš popolne kontrole nad situacijo in takrat se človek največ nauči. Ko izgubi kontrolo, takrat rata on močnejši. Že od otroštva je bila moja želja, da v bistvu bi delal kot pilot v Slovenski vojski, tako da pol se mi je ta želja v bistvu uresničila. Naš tipičen dan izgleda, najprej se normalno pride v službo, potem imamo skupaj z inštruktorji, trenutno v letalski šoli, priprave na samo letenje, kaj nas čaka, nato pa v bistvu vsak svoj helikopter, avion začne opravljati svojo nalogo. Sama imam izkušnje iz tujine in sicer iz Velike Britanije. Bila sem na šolanju na Royal Military Academy Sandhurst. Tam sem bila 1 leto na samem šolanju, zatem je pa sledila še specializacija, ki je bila v dolžini malo manj kot pol leta. Velik plus tega je, da gre vojak v tujino, je to, da recimo sama sem bila v Slovenski vojski že prej kot vojak in potem zdaj sem bila na šolanju v Angliji, torej sem videla, kako deluje angleški sistem v primerjavi z slovenskim sistemom. Jaz mislim, da je velika večina stvari, ki bi jih lahko tudi od Angležev vzela in uporabila v naši vojski. Sam poklic vojaka oziroma častnika je primeren za ljudi, ki so ambiciozni, ki bi se radi naučili nekaj novega, ki bi radi imeli nek raznolik dan, tako da vsem takim priporočam, da pridejo v Slovensko vojsko.